Dober dan želim, lepo pozdravljeni na webinarju. A se slišimo in vidimo? Torej, sem Štefan Ištvan Varga, učitelj geografije in zgodovine na dveh dvojezičnih osnovnih šolah, in sicer na dvojezični osnovni šoli Genterovci, dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci v Prekmurju. Danes vam želim predstaviti možnosti uporabe programa Mozabook in Mozaweb kot orodja za delo na daljavo z učenci. Vsekakor želim povedati, da sem tudi samouk, da nisem imel nobenih možnosti izobraževanja glede uporabe programa Mozabook. Vso znanje sem pridobil z delom, s poskušanjem, s pripravljanjem vaj, pripravljanjem na vsakodnevni pouk. Program Mozabook je tako obsežen program, ima toliko dodatnih orodij, zbirk, vaj in tako dalje, da ne verjamem, da obstaja človek, ki lahko reče zase, da obvlada celoten program. Zaradi tega vas prosim, da spremljate mojo predstavitev kot možnost dela, kot eno od oblik interaktivnega poučevanja in kot obliko poučevanja na daljavo, katera pa nam je prišla zelo prav sedaj, v času pandemije, ko smo bili vrženi v globoko vodo in vsak učitelj je moral splavati, preprosto rečeno, kakor je vedel in znal. Toliko sem želel povedati uvodoma, sedaj bi želel še povprašati, če se vidimo in slišimo. Želim še povedati eno prošnjo, in sicer že uvodoma, ponovil bom še na koncu današnjega webinarja, in sicer, da na koncu webinarja ne ugasnite takoj vaše računalnike, kajti sledila bo še ena anketa o zadovoljstvu z tem današnjim webinarjem. Pa začnimo. Vsebina današnjega webinarja. 3 večja poglavja sem pripravil, in sicer interaktivni učbeniki pod 1, Mozabook in Mozaweb pri poučevanju na daljavo, priprava interaktivnih nalog v programu Mozabook. Kako bo potekalo delo oziroma predstavitev? Celotna predstavitev bo potekala v programu Mozabook. Prikazal bom povezavo Mozabook s svojim računom v programu Mozaweb in povezavo z enim računom učenca. Mislim, da je to zelo pomembno, da učitelj vidi, s čim se soočajo učenci, kako morajo reševati naloge. Prikazal bom tudi povezavo z interaktivnim učbenikom, tako v programu Mozabook kot tudi v Mozaweb. Ves čas boste v bistvu videli eno preprosto preklapljanje med navedenimi programi. Prikaz programov. Sedaj sem v Mozabooku, in sicer, če kliknem na rolo, vidimo moje zvezke in knjige. Torej, lahko vidimo, da imam veliko madžarskih učbenikov in tudi učbenike za geografijo in zgodovino v slovenskem jeziku. Sedaj sem priklopil v Mozaweb. Kot vidite, Varga Štefan Ištvan, to je moj račun, kjer imam, torej na namizju se vidi, da imam naloženih 154 vsebin, domačih nalog 48, zvezkov 45 in tudi knjige, ki jih je 144, to pomeni tako madžarskih kot tudi slovenskih učbenikov.
Tako kot sem rekel, sedaj sem pa še pripravil Mozaweb z enega učenca in vidimo, da imajo tudi učenci učbenike oziroma knjige. Tu vidimo, da je to učenec oziroma učenka 7. razreda, učbenik za geografijo in učbenik za zgodovino, tako da tudi učenci doma lahko odpirajo in uporabljajo učbenike. Nekaj besed bi želel povedati o interaktivnih učbenikih v osnovni šoli. Danes že imamo kriterije za ugotavljanje kvalitete e-učbenikov. Imamo že literaturo in sicer pod naslovom Slovenski e-učbeniki. Če odpremo to literaturo v PDF obliki, vidimo, da so uredniki dr. Igor Pesek, dr. Blaž Zmazek, Vladimir Milekšič in cela vrsta avtorjev. Literatura je nastala leta 2014. Torej, interaktivne učbenike v slovenskem prostoru v bistvu lahko razdelimo v 3 skupine, in sicer v D-učbenike oziroma digitalizirane učbenike, kjer je vsebina enaka tiskani verziji, besedilo plus slikovni material, omogoča prebiranje, dodajanje zaznamkov, notic, običajno so dodana tudi orodja za lažje delo z tablicami. Naslednja in višja kategorija so R-učbeniki oziroma bogati, rich učbeniki, ki so v bistvu D-učbeniki plus dodani so video oziroma zvočni posnetki, dodana so interaktivna vprašanja. In kot zaenkrat najvišja oblika so interaktivni učbeniki, ki so v bistvu D-učbeniki plus R-učbeniki in vsebina prilagojena interakciji človek-računalnik, interaktivni elementi, dinamične interaktivne komunikacije, interaktivno preverjanje znanja, takojšnja povratna informacija, shranjevanje odgovorov, analiza uspešnosti, povezano z omrežjem znanja, izkorišča medij, na katerem je prikazan. Torej, v bistvu bi lahko rekli, da z didaktičnega vidika morajo interaktivni učbeniki spodbujati aktivno vlogo učenca, omogočati učencu učenje, utrjevanje in preverjanje. E-učbenik je tudi v funkciji učenja, torej ni zgolj v funkciji poučevanja, pouka, ampak je dostopen, kot smo videli, tudi učencem doma. E-učbeniki omogočajo tudi spremljanje napredka učenca, spodbuja aktivno in sodelovalno učenje in po vsej verjetnosti oziroma sigurno spreminja tudi vlogo učitelja. Na dvojezičnem področju uporabljamo 2 vrsti učbenikov, in sicer v fizični obliki imamo dvojezične učbenike, kjer na eni strani je zapisano besedilo v slovenskem jeziku, na drugi strani pa v madžarskem jeziku. In zelo smo veseli, da imamo na voljo tudi interaktivne učbenike, ki jih pa sedaj zaenkrat lahko uporabljamo samo v slovenskem jeziku. Mozabuk omogoča uvajanje novih aktivnih oblik dela z interaktivnimi učbeniki. Tu se postavlja ena nova vloga učitelja, in sicer kako oživeti določene elemente interaktivnega učbenika in jih spremeniti v interaktivno nalogo.
Torej v bistvu, kako s tem ustvariti problemski pouk. Sem pripravil 2 slajda, na prvem prikazujem učbenike za geografijo, Rocus Modrian, to se pravi naše učbenike, in sem dodal tega dinoja, ki simbolično prikazuje to interaktivnost, kakor tudi naše učbenike Rocus Modrian za zgodovino od 6. do 9. razreda. Ta 2 borca pa v bistvu simbolizirata učitelja in njegovo borbo, ko vsak dan želi biti sodoben, boljši pri pouku. No pa sedaj poglejmo, kakšne možnosti nam ponuja klasični učbenik oziroma interaktivni učbenik. Če pogledamo učbenike za geografijo in zgodovino, lahko pa bi rekli, da pri vseh učbenikih imamo celo vrsto risb, ki prikazujejo različne procese, na primer gubanje, nastajek udolin, na primer, in tako dalje. Kaj lahko učitelj in učenec pri pouku naredi s temi risbami? V bistvu jih lahko pregledujemo oziroma pogledamo razlago, preberemo razlago, kaj se je dogajalo v posameznih fazah. Če pa primerjamo sedaj klasični učbenik in interaktivni učbenik, vidimo, da se nam odpira ena nova možnost. In sicer, če odprem učbenik, geografija 7. razred, vidimo, da s klikom na risbo lahko povečamo določeno fazo, drugo fazo, tretjo, oziroma zelo hitro z enim klikom lahko dobimo tudi sličico. Če imamo take sličice, ki jih vidimo tu v spodnjem prostoru, jih lahko urejamo, obračamo, premikamo in tako dalje. Tako se nam odpira nova možnost, da pripravimo vajo. In sicer, na primer, imamo 4 sličice o 4 fazah gubanja Alp. Pripravimo vajo, katera pa deluje samo na interaktivni tabli. To pomeni, da učenci v šoli, v razredu prihajajo k tabli in sedaj zlagajo v pravilen vrstni red. In nato razložijo, kaj se zgodi v prvi, drugi, tretji in tako naslednji fazi. Sedaj, ko smo pa imeli novo situacijo, to pandemijo, je pa bilo potrebno poslati učencem to vajo domov v elektronski obliki. Kako mi to lahko naredimo? Lahko pripravimo zvezek. To sem že pripravil. In sicer, poglejmo, zvezek, naloga nastanek Alp, nalogo reši tako, da vse faze nastanka Alp postaviš v pravilen vrstni red. Tu imamo to vajo. In sedaj moramo vajo poslati učencem. Kako lahko vajo pošljemo? Vajo lahko pošljemo na 2 načina, in sicer, da kliknemo na deli z drugimi in lahko izberemo naloži na Mozaweb oziroma deli po e-pošti. Če bomo poslali po e-pošti, bo učenec dobil vajo, ampak na žalost lahko odpre samo v programu Mozabook, teh programov pa učenci nimajo. Zaradi tega se moramo poslužiti drugega načina, in sicer, da naložimo in sicer na Mozaweb, kjer lahko naložimo zasebno, na šolsko oziroma javno.
Tu izberemo varianto z opcijo javno, napišemo naslov tega zvezka, geografija, 7. razred in naloži. No in kaj se bo zgodilo? Učenec bo med svojimi zvezki lahko odprl, našel ta zvezek in odprl. Je pa vprašanje, ali bo naloga interaktivna. Naloga ni interaktivna in zaradi tega smo se morali poslužiti naslednjega koraka, in sicer pripravo nalog v interaktivni obliki in tudi, da pošljemo učencem te naloge v interaktivni obliki. Mozabook program omogoča orodje, torej ima orodje, naloge, in kot vidimo, je 20 različnih tipov nalog in ogromno, okoli 200 podtipov. Zaradi tega moramo vajo pripraviti v tej obliki. Tako bomo dobili vajo, in sicer 4 faze gubanja Alp, postavi v pravilen vrstni red, in vidimo, da je vaja interaktivna. Preverjanje, ugotavljanje uspešnosti je tudi zelo preprosta. S klikom na kljukico ugotovimo pravilnih, 2 odgovora sta pravilna, 2 odgovora sta napačna. Kako je pa pravilno? Kliknemo na kljukico in dobimo pravilen vrstni red. Želimo pa ustvariti tudi naloge za odgovore odprtega tipa. To pomeni razumevanje geografskih procesov. Če pa želimo tako nalogo sestaviti, vsekakor te podlage to ne omogočajo, ampak mi učitelji smo vedno iznajdljivi in moramo nekje se znajti. Tako se lahko znajdemo tako, da izberemo možnost esej. Če izberemo esej, se nam odpre naloga, torej ta podlaga, v katero lahko vložimo tudi kakšno fotografijo, sliko, risbo. Ni pa možno vložiti ne filma, ne glasbenega ali zvočnega posnetka. In zapišemo besedilo, recimo gubanja in tako dalje. Tu pa moram opozoriti, da to besedilo moramo zapisati v beležnico. Če bomo zapisali direktno v to podlago ali pa v izvor dokumenta, bomo prekopirali, bo nastala tu ena velika klobasa in bodo se težko učenci znašli. Takšno nalogo potem uredimo, pri teh torej tudi uredimo, uredimo lastnosti. To pomeni, da napišemo geografija in ime, na primer esej. Lahko izberemo težavnostno stopnjo, in sicer lahko, srednje, težko, težko in tekmovanje, na primer, in shrani. Nalogo lahko tudi naložimo na Mozaweb, in sicer, kot smo rekli, lahko zasebno, lahko pa javno. Poimenujemo tematski sklop geografija, torej izberemo svoj učni predmet, izberemo razred, na primer, in lahko tudi torej publikacijo in naložimo na Mozaweb. Mozabook in Mozaweb pri dodeljevanju domačih nalog učencem preko spleta. Torej, v bistvu tu moramo opraviti vsaj teh 5 korakov, in sicer ustvarjanje Mozaweb računa,
ustvarjanje skupin na Mozawebu, dodeljevanje nalog učencem, preverjanje, ocenjevanje domačih nalog in nato povratne informacije o uspešnosti oziroma napredovanju. Poglejmo, kateri koraki so potrebni, da lahko to tudi izpeljemo. Prvi korak je, da ustvarimo račun na Mozawebu. To pomeni, da vsi učenci morajo na Mozawebu ustvariti svoj nov račun, izpolnijo podatke in se prijavijo. Na elektronski račun dobijo e-mail, kjer potrdijo ta račun, in nato v naslednjem koraku lahko urejajo svoj profil, kjer imajo uporabniško ime, geslo in ostale podatke. Tisto, kar je izredno pomembno že pri prvem tem koraku, pri uvodu, je ime in dostopne pravice ustanove. To pomeni, da učenec mora izbrati ime in dostopne pravice ustanove. S klikom, torej vidimo, to rdeča puščica kaže na tale svinčnik, kliknemo in zapišemo podatke naše šole. Tisti učenci, ki se ne izpolnijo te podatke, nimajo dostopnih pravic in jih učitelj ne more vključiti v šolsko skupino. No, v naslednjem koraku mora učitelj ustvariti skupino. 6., 7., 8., 9., torej v katerih razredih poučuje. Kako se to zgodi? Prvič kliknemo na upravljanje skupin. V naslednjem koraku se nam odpre okno ustvari skupino in ustvarimo šolsko skupino. Izberemo lahko ali šolska skupina, splošna skupina. Sedaj želimo ustvariti šolsko skupino, v katero bomo lahko vključili samo učence naše šole. Izberemo razred, ekipa ali študijska skupina. Zapišemo, torej to učitelj mora zapisati, priključitveni ID, na primer 2020 9R, razred. Zapiše eno geslo, na primer webinar. Nadalje izbere javno izobraževalno skupino in klikne na ustvari. No, in sedaj še v skupinah nimamo učence. Zaradi tega se učenci morajo vključiti v šolsko skupino. To lahko učenci opravijo doma v Mozawebu, in sicer tako. Vsak učenec klikne na svoje ime in izbere, torej sedaj ne moj profil, kjer ureja svoje podatke, ampak izbere upravljanje skupin. V naslednjem koraku se mu odpre novo okno, vstop v skupino, torej kliknemo na vstop v skupino in izberemo tisto skupino, v katero želimo vstopiti. Lahko je tu več skupin. V naslednjem koraku morajo učenci poznati ID in geslo skupine. To pomeni, da učitelj mora sporočiti učencem ta dva podatka. Če učenci nimajo teh dveh podatkov, se ne morejo vključiti v skupino in jih tudi učitelj ne more vključiti. In ko so učenci vključeni v skupino, učitelj vidi v temle plavem traku, da je to javno izobraževalna skupina, vidi člane in sicer je v skupini 9 učencev. Na primer v tej skupini. Tu ima učitelj še eno možnost, in sicer, da določene učence
iz skupine izvzame oziroma doda. Torej vidimo člane skupine, kjer so imena in priimki, na desni strani uporabniška imena. To so člani tega razreda ali te skupine. Na desni strani v temle okvirčku pa vidimo vse učence šole, ki jih lahko preprosto s klikom levo ali desno učitelj ali doda ali izvzame iz šolske skupine. Kot vidimo, je ta proces ustvarjanja šolskih skupin precej kompliciran, celo sedaj, ko nas je ta pandemija tako presenetila, in zaradi tega je ena druga možnost, in sicer ustvarjanje splošnih skupin, kar je dosti bolj preprosto in enostavno. Po drugi strani je pa pomembno tudi to, da učitelj v to skupino lahko vključi tudi učence izven šole. To je izredno pomembno za tiste učitelje, ki poučujemo na dveh šolah, tako lahko ustvarimo skupine, kjer so učenci lahko iz dveh šol, lahko pa vključimo tudi kogarkoli, kdor ima račun na Mozawebu. To ustvarimo tako, da kliknemo na splošno skupino, zapišemo ime skupine, torej sedaj ustvarjamo to skupino, recimo 9. razred C skupina. Tudi tukaj moramo imeti ta priključitveni ID in tudi geslo, ampak učencem to ni potrebno sporočiti, to je samo za učitelja. In ustvarimo to skupino. Priključevanje članov je zelo preprosto, in sicer zapišemo elektronski naslov oziroma uporabniško ime in enostavno kliknemo strani, tako v temle pravokotniku se nam pol prikažejo vsi člani te skupine. No, sedaj bi želel prikazati praktično, kako to tudi poteka, ustvarjanje skupin. Kot vidite, imam jaz ikone v spodnji vrsti, lahko so tudi v zgornji vrsti. Ker pa uporabljam Mozabook tudi v šoli na interaktivni tabli, imam ikone v spodnji vrsti, tako te ikone dosežejo tudi tisti učenci, ki so po rasti malo manjši in jih tudi pol izbirajo, svinčnik, radirka, pisanje in tako dalje. No, sedaj izberemo ikono domača naloga in izberemo upravljanje skupin. Torej izberemo ustvari skupino, kot smo rekli, šolsko izberemo šolska skupina, izberemo razred, ekipa ali študijska skupina, zapišemo torej ide in zapišemo geslo, nato izberemo javno izobraževalna skupina in ustvari. Seveda ne smemo pozabiti zapisati ime skupine, na primer dvojezična osnovna šola Genterovci, 9. razred. Tako ustvarimo torej šolske skupine. V naslednjem koraku želim pokazati, kako sedaj dodelimo domače naloge. Torej to je tudi zelo preprosto poteka in zelo hitro. Zopet kliknemo na ikono domače naloge, izberemo sedaj ne upravljanje skupin, ampak izberemo dodelitev novih domačih nalog. V naslednjem koraku se nam odpre novo okno, in sicer vrsta nalog. Lahko izberemo, torej naš program omogoča, da izberemo vaje, ki jih je možno ustvariti z urejevalnikom nalog, lahko izberemo esej in lahko izberemo zbirko.
V naslednjem koraku torej vidimo, tu so naloge, se nalagajo, jih moramo poimenovati, in sicer geografija 7, nastanek Alp, geografija in tako dalje. To se pravi, vse naloge, ki jih učitelj ustvari, ima v tejle zbirki. Če želimo učencu dodeliti to nalogo, kliknemo na nalogo in naloga se postavi v zgornjo vrsto in se pobarva modro. Torej vidimo, da smo izbrali dve nalogi, in sicer naravne nesreče na Japonskem in nastanek Alp. In kliknemo na naprej. V naslednjem koraku moramo izbrati skupino. Skupino izberemo, torej vidimo prvi korak, izbiranje nalog, drugi korak, izberemo skupino in pošiljanje. V ta pravokotnik zapišemo kratico, na primer DOŽ, in se nam odpre rolo. Tu vidimo naše skupine, izberemo skupino. Tu želim povedati še naslednje, da nam program omogoča, da izberemo več skupin. In sicer vidimo, da lahko izberemo 3-4 več skupin in lahko učencem pošiljamo hkrati, torej večjim skupinam, domačo nalogo. Zelo pomembno je, da na koncu učitelj dobi še sporočilo, in sicer uspešno dodeljena domača naloga, geografija, začetek je tale in rok. V tem roku morajo učenci nalogo rešiti. Če učenci ne rešijo do tega roka, se naloga avtomatično zapre in ne morejo učenci dalje reševati. Imamo še drugo možnost, in sicer za esej. Mi seveda v šoli ne pišemo eseje, ampak moramo pa biti iznajdljivi, če želimo učencem poslati tako nalogo, kjer bi dobili torej odgovore na odprta vprašanja, potem lahko izberemo esej. In zapišemo vprašanja, na katero bodo učenci, torej vidimo, v kakšni obliki bodo učenci dobili. S temi rdečimi znakci so označene tiste naloge, ki so torej interaktivne, s tole modro, s svinčnikom, je pa označen esej, ki ga mora pol zapisati. In učenci, ko dobijo domačo nalogo, vidijo ime domače naloge, koliko domačih nalog so dobili, in potem je naslednji podatek je napredek, in sicer tiste naloge, katere je učitelj že pregledal in ocenil, vidi oceno v procentih, lahko v številkah, in vidimo recimo z rdečim krogcem, pri teh nalogah je učitelj zamudil, to pomeni, da so te naloge zaklenjene in jih ne more več reševati. Torej, ta rok je mimo. Kako bo učenec reševal nalogo, bom pokazal praktično. Torej, poglejmo sedaj praktično. Učitelj dodeli nalogo in učenci rešujejo. Dodeljevanje domačih nalog. Torej, prvič kliknemo, izberemo naloge in poglejmo sedaj, želim poslati dve nalogi. In sicer nastanek Alp, to je odprtega tipa, in druga naloga je nastanek Alp. Kliknemo na naprej, izberemo izbor skupine. Kliknem in zapišem na primer
Doš, se v roleju odprejo vse moje skupine, kjer izberem skupino in vidimo, ta skupina je izbrana. Lahko izberem več skupin, kot smo rekli, hkrati, na primer, in zopet kliknemo na naprej. Sedaj vidimo podatke, katere so izbrane naloge, katere skupine sem izbral in v bistvu pošlji. Ko učitelj pošlje, dobi sporočilo, uspešno dodeljena domača naloga in začetek 21.5., rok 28.5. V naslednjem koraku torej učenci rešujejo naloge, nato vrnejo in učitelj preverja naloge, popravlja, ovrednoti, ocenjuje, učencem pošilja povratne informacije. Kako se to stori? Torej vidimo, to so domače naloge, geografija, tipi nalog, vidimo, koliko je učencev v skupini, koliko učencev je vrnilo in tudi to se vidi, koliko nalog je učitelj popravil in rok za oddajo. Učitelj klikne na nalogo, nato klikne na ovrednoti, odprejo se naloge in učitelj vsako nalogo posebej odpira in jih ovrednoti. In zapiše uspešnost ali v procentih ali v oceni in je možno tudi dodati še pisno oceno, v bistvu je komentar, tu lahko učencem pošljemo informacije o uspešnosti, o napredku in tako dalje. Torej, učenci dobijo povratno informacijo. No, poglejmo sedaj popravljanje preverjanje domačih nalog. Na primer, bomo pogledali, torej kliknemo na razred, ovrednoti domačo nalogo. Na primer, tu sem eno madžarsko skupino odprl, zaradi tega se bom vrnil. Ja. Ovrednoti domačo nalogo. No, pa poglejmo. Torej imamo učenca in 1, 2, 3, 4, 5, 6 domačih nalog. Pa poglejmo prvo domačo nalogo, Japonski otoki. In učenec je rešil, pravilnih je 6 odgovorov, napačnih nič. Pri pisnem delu zapišemo na primer nič napak. Recimo druga naloga, poimenuj naravne nesreče, ki ogrožajo Japonsko. Poglejmo sedaj, nič pravilnih, vse je napačno. Ampak tu pri teh tipih nalog moramo biti zelo pozorni. Poglejmo, kaj je učenec odgovoril. Cunami, tajfun, potres, izbruh vulkana. Če kliknem na pravilno, cunami, tajfun, potres, vulkan. To pomeni, pri tem tipu nalog računalnik tudi slovnico upošteva in zaradi tega v bistvu mora biti učitelj pozoren in mora to upoštevati. Torej, v bistvu vsi odgovori so pravilni. In tako po vrsti, torej učitelj odpira domače naloge, jih oceni, to je v bistvu že računalnik sam popravi in v tole rubriko zapiše torej vse tiste podatke, ki jih želi učencu sporočiti. Nato klikne pošlji
in učenec dobi sporočilo o uspešnosti domače naloge. V zadnjem koraku želim pokazati orodja za pripravo domačih nalog oziroma koliko časa učitelj porabi, da take domače naloge tudi sestavi. Kot sem že povedal, pod tem kladivom, ikono kladivo orodje, je torej možno najti 20 različnih tipov nalog oziroma 77 podtipov. Na primer, izberemo en odgovor, več odgovorov, pravilno narobe, poveži, dopolni in tako dalje. In poglejmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 podtipov. Učitelj izbere enega od tisti tip, ki ga rabi, vloži slike, uredi in shrani. Poimenuje in lahko pošlje učencu. Postavlja se vprašanje, in sicer koliko težavnostnih stopenj omogočajo ti računalniški programi. Jaz sem si drznil sestaviti nekaj nalog, upam, da sem koliko toliko bil tu točen, in sicer za 1., 2., 3. in 4. taksonomsko stopnjo. Na primer, 1. taksonomska stopnja znanje priklic, na primer en primer za znanje priklic, kjer učenec izbere en pravilen odgovor. Oziroma za razvijanje bralne pismenosti je tudi v tem kategoriji, na primer so te za dopolnjevanje besedila. V drugi taksonomski skupini, kjer učenec mora razumeti zveze med spremenljivkami na grafu in tako dalje, sem pripravil na primer ta primer. S pomočjo klimogramov poimenuj tipe podnebja in učenec mora poimenovati, torej kljukica, celinsko, gorsko, sredozemsko podnebje. V tretjo taksonomsko skupino uporaba pravil konkretnih znanj v novih situacijah. Tudi to je možno sestaviti, na primer en primer, in sicer za 6. razred geografijo, določi navidezno gibanje sonca med letnimi časi na nebu. In tako učenec mora, recimo, 21. december, 21. marec in kliknemo pravilno. Ali na primer podobna naloga, določi položaj sonca med letom na nebu in določil. Torej, to so že mnogo težje naloge. 4. taksonomska stopnja, razčlenjevanje gradiva na njihove sestavne dele, ugotavljanje odnosov med temi deli in načine medsebojne povezave. Recimo, sem pripravil to nalogo. Poglejmo, učenec mora, torej fotografije in klimogrami prikazujejo 3 različne tipe podnebja in rastja v vročem pasu. Pravilno poveži fotografije in klimograma. Torej, učenec mora poznati, katera podnebja so v vročem pasu, kateri klimogram prikazuje tropsko podnebje, katero prikazuje savansko podnebje ali puščavsko. Prav tako po fotografijah mora poznati rastje in nato jih mora povezati. Na primer, na pamet bomo naredili in poskusimo, torej pravilno se smo zadeli. No, naloge so torej različnega tipa in želim prikazati nekaj teh tipov nalog, in sicer izbor en pravilen odgovor, kjer učenci izberejo samo en pravilen odgovor, oziroma en odgovor je pravilen, in sicer napačno. Oziroma je možno pripraviti takšno nalogo, kjer je več pravilnih odgovorov. Torej, izmed naštetih kamenin izberi rečne usedline
in seveda to je gramoz in pesek in vidimo, je pravilno. Naslednje skupina nalog so dopolnilna, torej besedilne naloge, kjer lahko sestavimo v nalogo dopolni besedilo oziroma popravi napačno besedilo. Dopolni besedilo, to lahko torej uporabimo, lahko dodamo tudi fotografijo in učenci dopolnjujejo besedilo oziroma popravi napake v besedilih, kjer učenci morajo označiti tiste besede, za katere mislijo, da so napačne, pa poglejmo. Torej, eno besedo je zadel, to pa ne, in to je pa pravilen odgovor. Lahko sestavimo tudi, postavi v časovni vrstni red, kjer razvijamo časovne predstave, na primer lahko uporabimo besedilo, recimo dogodke francoske revolucije postavi v časovni vrstni red, učenci postavljajo in vse smo narobe postavili. Pravilno je takole. Oziroma, recimo, lahko postavimo zemljevide, slike, zemljevide, ki prikazujejo države s slovenskim ozemljem, postavi pravilen časovni vrstni red in na primer Karantanio moramo postaviti sem, Slovenija je na koncu, Habsburška monarhija, na primer, pravilno. Lahko tudi recimo karantanske kneze, to je pa vidim neka napaka, postavi v časovni vrstni red, se je nekaj sfižilo. Poveži v verigo, to so že precej težke naloge, kjer na primer povezujemo v verigo fotografije ali besedilo. Fotografije in besedila prikazujejo določeno zgodovinsko obdobje, poveži ustrezno fotografijo in po dve besedili. Na primer, kako je pravilno, torej prazgodovina, praskupnost in fotografija oziroma stari vek in tako dalje. Lahko torej pripravimo tudi množice. To vajo uporabimo takrat, ko ne želimo, da besedilo ali fotografija ima točno določeno mesto. Na primer, poglejmo, France Prešeren, fotografija in besedilo. To se pravi, besedila lahko zlagajo in pa tudi fotografije. Celo lahko naredimo križanko, katero na koncu tudi računalnik sam popravi. Torej, teh nalog lahko naredimo ogromno. Sedaj bi prikazal nekaj možnosti, in sicer kako preprosto učitelj v nekaj minutah sestavi nalogo. In sicer tu bomo uporabili filme, in sicer filme lahko najdemo v zbirki, in sicer pod orodjem poiščemo zbirko videoposnetkov, kjer bomo lahko našli ogromno, recimo geografija, po predmetnih skupinah je malo manj kot 1000 različnih videoposnetkov. S temi videoposnetki, na primer izbral sem ta videoposnetek, poglejmo, kako preprosto s klikom to odpiram. Sedaj želim ta videofilm staviti v nalogo. In sicer,
kliknemo na urejanje. Vzamemo film, potegnemo. No, kaj pa je? Sedaj me ne uboga. Nekaj ne deluje. Prekliči. In dobimo nalogo, v kateri lahko odpremo film. Učenci lahko pogledajo film. In nato sledi odgovor, recimo odgovor je metan. Podobno lahko izberemo videofilme iz YouTubea, jih shranimo, lahko odpiramo tudi zvočne posnetke, lahko pa izberemo zopet recimo iz glasbene zbirke. Če odpremo glasbeno zbirko, poiščemo to slušalko, poglejmo, in na primer zapišemo Štravs. Štravs, tu smo. In lahko poslušamo, ne, tole bomo, poglejmo. Nekatere zbirke imajo možnost, in sicer, da je dodan ta plus, in če kliknemo na plus, bo nastala naloga. Poglejmo. Res je nalogo naredil vprašanje v angleščini, ampak to v bistvu lahko zelo hitro tudi uredimo in popravimo. Za konec bi pa še rad pokazal, kako preprosto pripravimo naloge iz 3D menijev. Torej, v Mozabooku imamo okoli 1000 različnih 3D predstav po različnih predmetnih področjih. In lahko od geografije, zgodovine, umetnosti tole tudi izbiramo. No, jaz sem izbral Gutenbergovo tiskarno. Malo moram počakati, da se odpre. In poglejmo, kako se sestavljajo naloge. Izključim zvok in tole. Kot vidimo, tu nam ne omogoča nobeno nalogo, ta prva stran. Gremo na naslednjo stran, kjer nam omogoča enkratni izbor. Kliknemo in poglejmo. Dobili smo nalogo. Pardon, ne. Torej, ustvari. Ja, torej dobili smo prvo nalogo. Kam spada? Gremo na drugi tip, drugo stran, izberemo besedilo, zelo hitro izberemo in ustvari. Tako.
Ja. Poveži pare, kliknemo ustvari, gremo na naslednjo stran, poglejmo, kaj nam omogoča enkratni izbor, ustvari, labeling, ustvari in tako dalje. In dobili smo, poglejmo, tole je. Ja, poglejmo, dobili smo nalogo, kjer je cela vrsta, kam spada, torej nalog. Naslednja je povleci besedilo, torej zopet Gutenbergovo, poveži pare, kam spada in tako dalje. Nato to nalogo enostavno shranimo, poimenujemo in naložimo na Mozaweb, recimo. Tako sem jaz prišel do konca mojega torej webinarja in se želim zahvaliti za pozornost in upam, da vsi tisti, ki ste vztrajali do konca in boste kdaj v življenju uporabljali ta program, da vam bo ta webinar prišel prav. Sedaj bi vas pa še zaprosil, da morda zapišete kakšno vprašanje oziroma da še ostanete in izpolnite anketo. Ja, torej v dvojezičnih šolah imajo, torej vsi učenci so dobili kode Rocus Modrian in imajo torej učbenike, kot sem že povedal, v dvojezični obliki, torej fizični, in imajo sedaj v interaktivni obliki. Tako da doma učenci odpirajo učbenike, jih uporabljajo, imajo Mozaweb račun in rešujejo naloge, vračajo. Tako da seveda je to en proces, kjer se mi učimo, ampak prav tako tudi učenci nekje se osvajajo to obliko dela. Koliko časa, pa moram reči, da sem po vsej verjetnosti med prvimi v Sloveniji, ki sem začel uporabljati ta program, in sicer 2011. leta, torej 9 let uporabljam ta program in sem zelo, zelo vesel, da je torej Rocus in Modrian, da imamo v naši hiši te interaktivne učbenike in ta program lahko tudi v Sloveniji uporabljamo. Prvič sem ta program prikazal 2014. leta na Siriktu v Kranjski Gori. Ja, ogromno gradiva je za prvo triletje. Žal vam moram reči, da vse tiste, ki poučujete v prvem triletju, v drugem, sem po vsej verjetnosti malo razočaral, zaradi tega, ker nisem strokovnjak za to področje in kot ste videli, vsa tista orodja, ki jih še Mozabuk omogoča, še ne vem uporabljati. Ja, žal plačljivo je, ampak vsi ti interaktivni programi so takšni, da na nek način moramo torej plačati. Torej Rocus Modrian ima ta program v zakupu in ponuja šolam in učiteljem.
Ja, ogromno gradiv je za biologijo, naravoslovje, gospodinjstvo, fiziko in tako dalje. Ogromno 3D predstav, kjer lahko v 3D predstavi vidite, recimo, kako slika nastane v očesu, kako nastane v fotoaparatu in tako dalje. Torej zelo, zelo, v redu program. Če smo končali, vsem hvala lepa za sodelovanje.